Intuicija, zelo lepa beseda. Pravzaprav, kako bi razložil besedo intuicija? To se pravi, jaz slutim, je slutnja. Intuicija, slutim, da je ta oblika takšna. Ampak še ne vem, če je res takšna. To se pravi, v Benetkah na šoli za oblikovanje, ki je bila po Bauhausu najbolj znana šola, Cursus Superiore di Disegno Industriale, in sicer iz 15. stoletja, Ai Carmeni, pri Svetem Karmelu, slikarska šola, potem se je pa razvila v škola d'arte, ki še danes obstaja. So rekli, cosa je dietro angolo, kaj je za vogalo. Druidi so vedeli, kaj je z drvom. Ti vidiš skozi drvo, skozi kamen. To je že proces, intuicija je že proces duhovnega vzpona človeka. On sluti, da tisto delo ni dobro in zato ga ne smeš delati. Ampak dostikrat pa tudi eno delo, ki je pravilno, sluti, kako bo končano. Kako se bo končalo in kako se bo vrnilo človeku. Se pravi, intuicija je nekaj, to znanje je zelo spoštovano vsaj v starih kulturah, v naši beneški kulturi, slovenetski kulturi, etruščanski kulturi, zlasti vse zapopadeno, da ne govorimo o Etruščanih oziroma Egipčanih. Egipt ima toliko skrivnosti, da človek jih ne more vse razumeti. Vendar, oni so razvili eno civilizacijo, ki je samo govorila, kaj je duhovnost, kaj je po smrti, vse tisto, kar so počeli, tudi posvečevanje, rekel, teh tomb, oziroma najbolj znan je Tutankamon. Mi smo ga študirali s filozofsko fakulteto v Benetki, nekaj mojih prijateljev, da se spomnim samo nekaj, Terčizio Pacini, Sergio Mazzola, pa še nekaj smo dobili dovoljenje, da si raziščemo vse muzeje v Kairu, od piramide pa do Koptskega muzeja in tudi muzeja Tutankamona pa Narodnega muzeja. Tam vsak predmet ima svojo skrivnost. Vsako delo starih Egipčanov te je navajalo v spiritualno življenje, v intuicijo. Intuicija je tisto znanje, ki še ni prišlo na dan, ampak se ga čuti. Zdaj je umetnik, ko nima intuicije razvite, ni umetnik, potem seveda mora biti rezultat, ki govori. Današnji svet, tudi univerzitetni svet, žal ne, razen izjem, razen novogoriške univerze, nima profesorjev, ki bi te stvari spoznali, niti vedeli, niti učili. Tudi po svetu je približno isto. Zvodenelo se je tudi to znanje. In ko se bo spet nakopičilo, bo spet človek postal človek. Vse intuicija, to je človeška dimenzija. Brez tega ne moramo živeti. To je duhovnost, duhovno sporočilo. To je v telesu duša. V človek je Bog in v njem je vse. Center vsega je pa srce. Mi v naši galeriji imamo to zelo razvito. Seveda nekdo razume, nekdo pa še ne razume, ampak bo razumel. Mora iti pa po tej poti. To je zelo važno vzgoja otroka. Že Napoleon je rekel, 20 let predno se rodi otrok, ga je treba vzgajati. Mamo je treba vzgojiti. In potem vzgajati otroka in vsi tisti, ki imajo izkustva, lahko pomagajo, da razvijajo otroka. S tem, da ga naučijo delati z ljubeznijo in disciplino. To je bodočnost. To je bodočnost tudi intuitivnega človeka, ki točno ve, kaj se bo zgodilo, čeprav še nima dokazov, ampak on sluti, zato je oprezen. Intuicija to je res ena spiritualnost, ki veže človeka in njegov razvoj.